Pa gruntam, kakšna krep izolacija je po tem avtu. Pridem, ja. Okej. Ajde. En avto. Fiata 500 nisem vozil že, meni se zdi, da vsaj ne 100 let. V resnici pa je ne 5-6. Ne točno mrš, ampak v resnici je pa ful luštkan. Ma tudi par minusov, ki jih bom poudaril. Ma pa prav tako tudi ne par orang plusov, tako da najbolj že kar začnemo. Mimogrede, majica, nič več, kapic pa nekih je še, ampak bo hit zmanjka. Mislim pa, da ni na voljo samo black on black, ampak da imaš tudi bel A na črni kapici. Atmosferice.com, pa tam najdeš še zavihek štacuna, pa imaš vse. Ok, zdaj pa Fiat 500X. Ena malo hecna zgodba za začetek. Moram priznati, da mi je malo nerodno, pa veš, kaj se je zgodilo? Malo se mi je mudil, avto mi je pomagal Saša prevzeti, ampak na koncu dneva sem se jaz z njim odpeljal v Maribor. Do zdaj vse štima. Prvih 20 minut, pol ure sem na telefonu, kar pomeni, da nisem bil osredotočen zgolj in samo na to, kaj vozim, kako se obnaša, kaj slišim, kaj čutim. Pa pridejo na vrsto trojanski tuneli. Pa začne ropotati, pa jaz tako, kvaj zdaj to? Kabina glasna kasvina, sem rekel, pa to je nemogoče. Pa gruntam, kakšna krep izolacija je po tem avtu. Enač pa pogledam v luft, pa vidim, da nekaj dogaja, ne? A veš, česa nisem opazil? Lej ti bom pokazal. Veš, tale Fiat 500X hoče biti mal kabrio. Poglej, celotna streha je v resnici soft top. In zdaj, če se že gremo, se pejmo na full, a naredimo 5 sladkih pa 3 kisle. Ampak preden se pa to zgodi, s čem imamo sploh opravka? Le, Fiat 500X, dobro vemo, je v resnici večji, težji, malo bolj buckast brat običajnega Fiata 500. Pravzaprav je na trgu že kar nekaj časa, vmes, še let, dve nazaj, so ga tudi posodobili in od takrat naprej tukaj spredi ni več Fiat logotipa, ampak 500. Mimogrede, stari, ta avto ima tolikrat napisan 500, da če rečem takole na pamet, 15krat sem po mojem rekel premalo. A veš, tukaj na sprednjem modelu se sam začne. Potem imamo pa še feltne, a vidiš, do tega napisa red še pridemo, pa tepih, valjda, armaturka. Lej, stari, še na prestavni ročki en tak čist majhen 500. Zici, valjda, pa tukaj zadaj. Thumbnail sem delal za video. Je noč sladko kisle. Prva sladka, tudi ti je en tak SUV buco sposobno zagotoviti malo tega cabrio feelinga, to se mi zdi fajn. Predvsem pa detalj, ki je meni toliko všeč, ker ti platno potisneš nazaj, se tam zadnji tako lepo naguba in to mi je seksi, to meni deluje old school. Old school imamo pa radi, je res? To zato je Fiat 500. Ne ta, ampak ta majhen tako uspešen. Lej, ti bom zdaj pokazal, kako to izgleda. Pazi zdaj detalj. Simple velikosti karo, da se vse skupaj odpre, traja koliko, ne 15 sekund, to lahko delaš takrat, ko spremer, tako kot jaz zdajle, ali pa do hitrosti 100 km/h. Evo ti ga, na. Pa da si boš lažje predstavljal, koliko velika je ta luknja, da se bom jaz usedel še v drugo vrsto. Torej jaz tukaj v drugi vrsti nimam luknje nad glavo, ampak v resnici dogleda tako gor, ko ima cabrio amben, ampak pred mojimi očmi je pa v bistvu ena sama modrina. Toliko tega. Druga sladka, a vidiš tale red v oklepaju? Ni mi to všeč, ko bi bila značka lepa ali pa simpatična. Tukaj gre za eno čisto drugo stvar, ki jo pozdravljam. Pazi zdaj, znamke Fiat, Jeep in Ram so se prek partnerstva Red zavezale, da bodo med letoma 21 in 23 donirale najmanj $4 milijone globalnemu skladu za pomoč v boju proti zdravstvenim izrednim razmeram, kot sta COVID-19 in AIDS. Vsako vozilo Fiat 500 Red je Red izdelek in je del te zaveze. Evo ti ga. Tretja sladka, pismo stari, jaz bi rekel, da kar kokpit, ne glede na to, da je Fiat 500X v resnici že razmeroma star avto, ampak to po drugi strani pomeni, da ohranja vse tiste stvari, ki so mnogim ljudem dejansko še všeč. To pomeni veliko klasičnih stikal, recimo za klimo, pa tako. Pa tudi na splošno je feeling v tej kabini. Italijani pač znajo. Vržeš eno kepo plastike tukaj na armaturko, ne zgleda čip, zgleda dobro, zgleda fino, dati ta prav feeling, sicer je pa tudi prostora v tej kabini toliko, ga pričakuješ, se pravi bistveno več kot v običajnem Fiatu 500. Tudi v drugi vrsti ne rekel, da ga na pretek, ampak se da sedeti. Četrta sladka, dajmo reči kar dizajn. Lej, če vprašaš mene je še vedno videz ali pa cela pojava običajne 500, ki je to sprav majhnega avtomobila, ki je tako zelo prikupen, bistveno bolj všeč. Ampak tudi 500X, kljub temu, da gre za ene vrste križanca, je uspel zadržati ta paluštenje za pogledati, no, eye-catcher je. Ljudje ga ful porajtajo, sploh če zbereš rdečo barvo in to ne more biti nič drugega ka plus. Ok, zdaj pa 3 kisle. Ta prva pa tista najbolj očitna, ki je mene najbolj zmotila. Lej, v tem primeru govorimo za hibrida. V resnici Fiat pravi, da je mikrohibrid, ampak moram avto pohvaliti. Skupna sistemska moč, dajmo reči, tam dobrih 130 konjev.
Elektromotor prispeva dodatnih 15 kW v celotno enačbo. Da pohvalo, da se elektrika oziroma električen del pogona sam od sebe ali pa kot pomoč bencinarju vklaplja zares zelo pogosto, kar se mi zdi fajn, ker to občasno pomaga tudi pri odzivnosti. Ampak fora je pa v tem, da tisti najboljši hibridi imajo pogonske sklope, dajmo reči, bolj uravnotežene. Jaz sem pri tem avtomobilu zaznal malo neodločnosti, takrat, ko meni se zdi, da kontrolna enota, ki nadzira sodelovanje bencinarja pa štrom, ne delujeta ali pa sodelujeta tako, kot se zagre. Zdi se mi, da je avto včasih čist na nepričakovanih placih kar malo zacuku, oziroma da je prišlo do enega obotavljanja ali pa prehitrega reagiranja. Nisem izdel konstanten v svojem delovanju in tukaj se mi zdi, da ima Fiat še nekaj lufta. Gremo naprej. Druga kisla, za razmeroma kompakten avto, ima ta Fiat 500X čist prevelik obračalen krog. Pri tretji kisli sem se pa odločil, bom omenil malo manjši zaslon, pa to, da mogoče več ni najhitrejši, ampak pa meni se zdi, da je bilo to čist nefair. Konec koncev ne govorimo o čist svežem novem avtomobilu kljub faceliftu. Zato sem se odločil, da izpostavim tale gumb tukaj. Gre za stikalo za zagon motorja in to je eden redkih, če ne kar edini avtomobil na svetu, pri katerem sem s tem težave. Namreč, ko se ti noter usedeš, pritisneš gumb, stvari se začnejo dogajati, daš v drive, ampak pol ugotovi, da se še nič ni zgodilo, ker v resnici moraš ti ta gumb, pa ne vem zakaj je pritisnjen. Dvakrat in pa hočeš še ta drugič pritisnjen, ker se spomniš še dvakrat, moram pa vam prav, ne, daj moraš tu P, podaš pa v P, pa še enkrat pritisneš, pa si pa ready to go. Kup enega kompliciranja, ti sploh lahko speleš. Zakaj moram mesto sploh dvakrat pritiskati? Ok, še ta peta sladka. Ko potegneš črto, je Fiat 500X, sploh če zamižim na en uč in odmislim to, da je sodelovanje pogonskega sklopa in vseh njegovih komponent, da mora Fiat tukaj zares narediti kaj, da bo delovalo vse skupaj bolj gladko. Je to avto, ki mi je bil zelo všeč, tudi všeč mi je bila poraba. Konec koncev, jaz nisem nič pazil na to, kako sem vozil, zelo veliko sem bil na avtocesti. V resnici sem parkrat vozil tudi bistveno hitrejši, kot sem želel, tudi zato, ker sem je malo modil. Poraba mimogrede bila dobrih 6 litrov, kar je zelo sprejemljivo glede na moj stil vožnje v času testiranja tega avtomobila, verjamem, da gre še veliko nižji. In če tako potegnem črto, je peta sladka to, da je Fiat 500X dejansko zelo lušten avtomobil, ki se kljub letom in konkurenci, ki je tukaj kar neki, dajmo recimo izpostaviti, kaj pa je Ford Puma, pa Mazda CX-30, to so zelo dobri avtomobili, ki so tudi v ovinki veliko bolj športni, ampak ta tolče nazaj pa s šarmom in to zelo uspešno, in če to ni za pohvaliti, pol pa tudi ne vem. Inače, to samo za povedati o Fiatu 500X, zdaj ti pa tukaj prepopam še ceno testnega avtomobila, da noš rekel, da ti nisem povedal. To je to. Folk, lepo se imejte. Ajde.